Zdravo! Moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Prosim, ne obremenujte se z mojo frizuro, ker se že jaz dovolj. Prišla sem direkt s faksa in sedla sem se dol, ker sem nabavila novi iPhone in bi ga rada ne bom ga unboxala, ker to je meni tak, itak že je toliko video na to, ampak vam sem ga pokazala, kaj ga prežgem in te stvari, da boste videli. Also, prodajam svojega 8 plus, vse vredo z njim, brez praske je, dobite zdraven ovitek, za katerega sem dala tak 40 evrov, ali tam nekje, med 30 in 40. Teda ja, nič ni narobe z njim, sem pač jaz imam ful rada telefone, ful imam rada Apple in sem hotela novega, malo bolj modernega in zato sem si vzela 10R. Teda ja, če hočete kupiti moj telefon, mi pišete na Instagram in se bomo zmenili vse. Tu imam pa zdaj tega. To bi se mogla ASMR imeti. Ne vem, zakaj sem polohala, ker nima vonja. Itak vedno dobiš to Designed by Apple, cause that's really important. But yeah. In pa look at it, it's so beautiful. Note pa itak veste, kaj dobiš, polnilec, slušalke, that's that, nič posebnega, teda vam ne bom kazala kaj od znotraj, bom vam sam pokazala Apple iPhone. Unboxala nisem Apple telefon že dolgo, ker lani tega sem kupila, tako da ga nekdo že, se sem. It's so pretty. Kak je lep, oh my god, I'm so happy, zaradi tega, ker glej to. Glejte to belo barvo, čakaj zdaj. Moj iPhone 8 plus je bele barve in da vam pokažem primerjavo med to belo in to belo. Vam bom pol pokazala, ker tu zgledata isti, ampak nista. Pač, to je bela, to pa je tudi bela, sem tak. Fucking hell. It's so amazing. Ok, ga prižgamo. So gorgeous. Yeah, phone. Zdaj ga moram samo setat up, tako da I'll be right back. Ok, sem ga povezala z Wi-Fi-om in prihaja. Tak je lep, I'm so in love. Ok, torej, zdaj je že tak drugi dan, vem, da včeraj sem snimala to, da ne bo pomote. Glav sem si pravila, drugače zgledam, I know. In bomo šli bomo govorili o iPhone 10R. Dobila sem zjutraj že ovitek in tudi steklo, ki sem si ga naročila prek Amazona, zgleda pač roza je, ampak je ful fajn, ker je tak gel, pa ful vseeno zaščiteno je telefon. Vseeno se zdi, da je zaščiten ful telefon se zgleda tak, ga unlockneš seveda z Face ID in že imam nekaj aplikacij gor, tako da kaj na mojem iPhoneu bo prišlo čez, I don't know, par tednov mogoče, tako da pač si naložim aplikacije pa to. Zdaj pa bom v bistvu govorila bolj, zakaj sem si kupila ta model, zakaj nekaterega drugega, kakaj je razlika med mogoče telefoni, pač nekaj o tem. Pač prva stvar je to sam dizajn telefona. Meni se zdi, da je ta iPhone pač perfect size, je 6,1 inčen, koliko jaz vem, ima eno kamero, kar pač meni je ful bolj aesthetically pleasing. Dejansko mi 10S pa pač 10-ka mi ful ni všeč, zaradi tega, ker ima kamero dol obrjeno, medtem ko pač 8 plus mi je še všeč, ker je kamera poševno, tisto, ko pa je dol, pa meni ful ni lepo, ne vem zakaj, in pač mi je tako. Teda, ta telefon je meni aesthetically najbolj pleasing, kot sem rekla, velikost, sicer naj bi imel kao večje bezels, ampak meni jaz to sploh ne opazim, realno, meni je pač telefon sam po sebi ful lep, ena moti že to, ampak pač realno vsi telefoni imajo zdaj že to. Mene noč pa to nič ne moti, meni je telefon tak freaking lep, da I can't, ok?
Potem druga stvar so pač barve. Ja, jaz imam belega, I know, pač basic ali kaj. Ampak ta bela barva, kot sem rekla, meni ful je pa, ker je dansko bela. Potem so še črna, modra, rumena, rdeča, pa coral. Pač oranžka, I don't know. Meni najlepša je bela, drugače pač dansko od barv pa mi je najlepša ali modra ali pa rumena. Teda jaz mislim, da če ne bi imeli bele takrat na razpolago, bi vzela modrega ali pa črnega, ker, ja, ne vem, pač modre je tudi ful lep, ampak jaz sem hotela imeti navadnega belega. Ups. Potem tretja stvar, ki je meni ravno ful boljša kot na 10S ali 10-ki, je portrait mode, oziroma tudi na 8 plus imam portrait mode, ampak je meni na 10R ful boljša, zaradi tega, ker nima dveh kamer, na približa, ker tista druga kamera, ki je na iPhonu, je, ne vem, kako se točno imenuje, ampak v bistvu bolj približa, medtem kot ta ena, ker ima samo eno kamero. Potem, res ena izmed najbolj pomembnih stvari je meni njegova velikost, ker pač ni tisti isto veliki kot ta moj 8 plus, ampak je med malo verzijo in med veliko verzijo in pač meni, kot sem rekla, je perfect size, pač I love it. Potem pa itak cena, o kateri pač moramo govoriti, ne. Ta iPhone je najcenejši iPhone, ki je bil zdaj izdan v, mislim, da parih letih mogoče. I'm not sure, zato je, ker za moj 8 plus, ki je bil v prodajalnah v iStylu, mislim, da je stal okoli 1000 evrov. Medtem ko ta stane malo manj kot 900 evrov, pač najcenejša opcija. Dosti ljudi misli, da pač je ta 10R kao budget verzija. Ja, imenuje se budget iPhone, samo definitivno ni budget, ker pač 900 evrov ni budget za, upam, da ne dvenga. Ampak je vse eno, kljub temu, da je cenejši kao budget iPhone, ima vse najboljše stvari. Edino, kar nima OLED screena, ampak ima LCD, ampak pač tudi mislim, da prejšnja verzija iPhone ima LCD 8 plus in pač starejši. In mene osebno to ne moti, celo gledala sem, da pač eni lahko OLED, pač naj mi povzročal, to zdaj ni fakt, ok, ampak pač eni pravijo, da so imeli težave, ker pač povzroča migrene, mislim, da migrene globule, ampak to mislim, da nikjer ni preverjeno, pač ena gospa je rekla, da to je povzročalo, just putting out there, in potem tudi mene bomo skaziti OLED, ampak, glej, to bomo kar zradirali, ne poslušajte tega. OLED je dansko pač boljše, ima bolj temne črne, pač lepše barve, kakorkoli, ampak ne vem, moj screen je čisto ok, jaz vam priporočam, da če vas je strah, ker ste pač nekje prebrali, da ima ta iPhone iste piksle kot iPhone 4, pač not true, ok, ima isto tudi piksle per inch, kot je imel iPhone 8 in starejši, ampak to dobenega ni motilo, zdaj pa vse moti. V glavnem, ni isto dober / slab screen, kot je bil iPhone 4, upam, da vam je to jasno. Teda jaz vam priporočam, če se odločite med iPhone, da idete v trgovino, jih pogledate, kjer vam je najlepši. In meni se celo zdi, če boste šli v trgovino in videli iPhone 8 plus, da vam bo, iPhone 10R, da vam bo bolj všeč kot 10S. Torej, to je različno, pa 3D toucha nima 10R, kar jaz osebno na 8 plus nisem sploh uporabljala. Zadnji mesec sem si celo izklopila to, zaradi tega, ker me je zanimalo, če bom pogrešala. In pač ne, zaradi tega, ker itak tudi 10R ima haptic touch, ki je pač podobno, oziroma ni, ampak pač gre na kako dolgo držiš, se potem recimo nekaj odpre. Teda še vedno je skoraj isto kot 3D touch, edino eni funkciji nimaš, kot ne vem, da pogledaš sporočilo, brez da bi ga odprl, tisto kao peek in, tega še ni, ampak jaz mislim, da bo kasnejše posodobitve iOS-a to tudi imel, ampak jaz ravno tega ne rabim. Teda zdaj, če vam je ful pomembno, da je screen OLED in pa da imate 3D touch, potem 10R žal ni za vas, ampak za vse druge, ki tega ne rabite, je pač amazing. Malo se mi zdi, da je tako čudna svetloba, upam, da ni. Potem naslednja stvar je to, da kljub temu, da je ful cenejši, ni slabši, oziroma ima skoraj iste dobre stvari, tako sem prej rekla, samo jih dansko nisem naštela. Torej stvari, ki ima iste z 10S. Kamero, torej tista glavna kamera je enaka kot na 10S, ampak ta nima pač dvojne kamere, ampak ima samo eno. Tem ima enak Bionic chip, ki bo tu podatek, pač verjetno bom dala tako po strani podatke od 10S pa 10R. Pa oba imata Smart HDR,
koliko jaz vem, je v bistvu vse drugo, kar je pomembno isto. Potem naslednja stvar, zakaj sem si jaz brala 10R, je tudi kamera. Baterija, zaradi tega, ker naj bi držala najbolj dolgo na iPhone-u, oziroma ta baterija naj bila najboljša baterija on Apple iPhone ever. Tako da mislim, da najdlje drži, mislim, da drži po par ur več kot na 10S, kar realno sem imela prej 8+, mene ne moti, če moram telefon čez dan polniti, pač meni to ni konec sveta, tako da, ja, ampak je to ena dobra stvar, da pač ima vseeno boljšo baterijo. Tako da ja, to so ena iz glave na hitro njih par stvari, zaradi katerih sem jaz izbrala 10R. Zdaj sem vas na Instagramu vprašala, da če imate kakšna vprašanja glede iPhone 10R, da jih odgovorim. Bo pa kmalu prišel video, torej What's on my iPhone, pa pač malo bolj podroben review samega telefona najbrž. Se ti zdi cena visoka in ali je veliko razlike med iPhoneom 10? Cena se meni realno zdi v redu, zaradi tega, ker je bolj poceni. Prejšnji telefoni, pa če sem dala za mojega 8+ več, pa je to definitivno boljši. Tako glede cene se meni zdi ful super cena. Tudi recimo, če zdaj pogledate, Lukas bi imel recimo Huawei Mate 20 Pro in je tisti telefon že tak 1000 evrov, ker dosti ljudi me sprašuje, če je cena primerna ali plačaš le znamko Apple. Pač realno meni se zdi, da več to ni tak. Apple je včasih bil najdražji telefon in še vedno ima ta imidž, da je najdražji telefon, da ga ljudje hočejo samo zaradi imidža, bla 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 bla. Kar ok, se je res, da ga moče eni hočejo imeti, ker je pač Apple, ampak meni se to ne zdi narobe, zaradi tega, ker ljudje hočejo imeti Android, samo zaradi tega, ker je Android. In ful radi pluvajo po Appleu, medtem ko zdaj Huawei, ki pač, meni je Huawei ful super, vsem je super v njih, ampak vseeno, ne vem kak household names so, oziroma zdaj pri nas so se ful uveljavili, ampak vseeno še po svetu niso tako uveljavljeni kot recimo Apple, pa imajo iste cene. Pač jaz ne pravim, da niso opravičene, kakorkoli, meni je zdaj čisto razumljivo, da so telefoni okoli 1000 evrov, tak pač je dan danes, imaš Samsunge, Apple, Huawei, LG-je, vse te telefone, ki so danes prodajo in so vsi tak nekaj dragi, tako da ne moreš reči, da je Apple, da plačaš samo znamko. Vsi, ki me sprašujejo, koliko stane telefon, to je tako smešno vprašanje, pač pojte pogooglati, mislim, nočem biti rude ali pa kaj, ampak če vas ful zanima, koliko stane iPhone, tako da, ja. Potem naslednje vprašanje je, če je vodoodporen. Ja, telefon je vodoodporen, ampak je malo manj vodoodporen kot 10S, ampak realno lahko ga imaš pod tušo, lahko ti gre dež gor, lahko ti pade vodo in ne bohin, kar se mi zdi čisto dovolj, da če ti v veci pade, ne rabiš ven cuzati vode, ker ljudje delajo to. Potem lahko imaš v kopalnici, ko se tuširaš, rajte biti strah, če gre dež zunaj. To je meni dovolj pomembno, definitivno ne bi pomislila, da bi šla s telefonom plavat. Kjera barva mi je najlepša? Modra, tako kot sem rekla. Ali pa pač itak bela, črna, rumena. Ni mi všeč preveč coral pa rdeča. Če je velika razlika med 10R in 10, ne, mislim, da pač ni vredno, mislim, meni se zdi, da je 10R po mojih raziskavah boljši od 10-ke. So neke male razlike, ko je recimo, po katerih je 10-ka boljša od 10R, ampak se mi zdi, da v teh stvari, kot je pomembna, kot je recimo kamera, baterija, pa pač neke druge stvari, je 10R meni pač realno boljši, ampak če imaš 10-ko, se mi ne zdi vredno upgradeati na 10R, razen če bi radi zaradi velikosti in zaradi izgleda, pa še vedno lahko prodate 10-ko, ker se mi zdi, da če 10-ko prodaš, mogoče doplačaš 100 evrov, pa imaš novega, zaradi tega, ker se mi zdi, da 10-ke so še vedno dosti vredne, če jih prodaš na Bowhi ali na iStylu, tako da pač odvisno, no. Meni je ta velikost ful všeč in definitivno, če bo Apple v prihodnosti še izdelal modele 10R oziroma pač R modele, ki bojo v bistvu skoraj enako dobri kot 10S-i oziroma pač S-i. I don't know, bom si definitivno kupila R-je, ker so meni ful lepi, pač velikost je on point, pač I love it. Tako da zdaj hopefully bom imela ta telefon mogoče malo več kaj na leto. Ker zaenkrat mi je pač res ful všeč. Ne vem, če mi je še da bil kjer telefon tak všeč. Ok, ko sem kupila si 6S, sem bila obsedena z njim.
I admit that. Tukaj je bila 8, ni bila taka razlika med 8 pa 6 po izgledu, medtem ko zdaj je ful razlika in jaz sem popolnoma obsedena s tem telefonom, tako da I love it so much. Da ja, mislim, če si gre kdo kupiti 10 rb, rečete v iStylu ali kjerkoli boste kupili, da vas je poslala Vanessa Kovše. To je bilo po mojem ful smešno, ker da ti rečeš to nekemu prodajalcu, pa je on pol tak. Kdo da fuck je Vanessa Kovše? Ful je smešno. Ampak ja, če si kdo kupi, če ima kdo iPhone 10R, mi spodaj napišite, kjero barvo imate, ali pa kjero barvo si boste kupili, lahko povete, kjeri telefon imate, zakaj ga imate, vse to. I love phones, pač jaz osebno sem privrženec Apple-a. Odkar sem primila prvi Apple izdelek v roko, sem bila sold, not going back. Tako da, če imate kakršnekoli vprašanja, poleg teh, ki sem jih zdaj dobila, malo bolj podrobna vprašanja, mi jih lahko spodaj napišete, bo pa tudi objava na Instagramu, kjer lahko mi pošljete vprašanja, ki jih imate glede iPhone 10R in vam bom odgovorila v naslednjem videu. Yes. Ok, hvala, da ste gledate video, če vam je bil všeč, ga ne pozabite lajkati, ne pozabite se naročiti, dajte s prijatelji in pa spodaj, kot se reka, komentirajte, kjeri telefon imate, zakaj ga imate, če vam je bil ta video všeč in pa bilo kaj mi lahko spodaj povete, jaz imam ful rada, ko mi komentirate, tako da ja, to je to. Se vidimo naslednjem videu, ki bo kmalu, glede na to, da s tem imam vlogmas, pa danes si bom naročila zvočnik za ASMR in potem bom delala ASMR tudi na tem kanalu, tako da ja. Ja, če imate kaj ideje za videa, za bilo kaj videa, za ASMR, za true crime, bilo kaj, spodaj napišite, pa se vidimo v naslednjem videu. Dia.